Dober dan, voščim Tomaž in takoj v studiu pozdravljam tudi zelo zaželenega gosta. Njegove knjige so razprodane, predavanja vedno polna, nasveti pa zaželeni kot Bitcoin v najboljših letih. Dober dan, gospod Marko Juhant, specialni pedagog in priznan strokovnjak za vzgojo. Šolsko leto se je začelo, v šolo je pač treba vsak dan, kaj pa interesne dejavnosti. To bo najina tema in verjetno vas to starši... vas starši kar pogosto malo sprašujejo, kam otroka vpisati, koliko različnih dejavnosti, ali v glasbeno šolo, ali v šport, ali v šivanje, ne? Ja. No, to bo malo danes... Če še kje ponujajo šivanje. No, recimo, ja. 1 uro bo gospod Juhant v našem studiu. Dragi poslušalci, to je tudi priložnost, da ga kaj vprašate, v živo, na 015 milijonov ali po mailu na program@radioexpress.si. Jason Russ, I'm yours smo poslušali na Radio Express. Vsak tretji četrtek v mesecu bo v našem studiu specialni pedagog Marko Juhant. In izkoristite priložnost, zdaj le gospod Juhant tule, 015 milijonov je naša številka. Danes načeloma se pogovarjamo o interesnih dejavnostih, seveda pa lahko vprašate tudi kaj drugega. Torej, šolsko leto se je začelo in najprej me zanima, gospod Juhant, ali bi otrok v vrtcu ali šoli moral imeti vsaj še eno popoldansko interesno dejavnost? A mora imeti odprt popoldanski SP? Ja. Ja? Je nujno in to enega, ki je gibalne narave. Migati mora, ker sedijo veliko, igrajo se ne, družijo se ne, in če je dovolj miganja zraven, potem odpade ideja, jaz bi pa že imel telefon v rokah in nekaj počeva, ne. Zdaj ravno na treningu košarka, ne, med treningom jih recimo ne vidiš, da bi nosili telefon s sabo zdaj. Ne še, jaz ne vem, kdaj bo čas, ampak slej, ko prej pride, ne. Tule so kar striktni učitelji. Se mi zdi, da je celo prepovedan telefon v tistem trenutku. Tudi ko se peljejo kam na kakšne tekme, telefonov ni, poberejo. To je prav, ne? To je odlična stvar. Nekatere šole na novo spet začenjajo, zapirajo možnost uporabe telefonov. Ga sploh ne sme prižgati, ne, v šoli. Konec. Zdaj, to dobro deluje. Skratka, nujno. Gibalno, nujno. Nujno gibalno. Tudi če je otrok z vasi, kjer se plezajo po drevesih popoldne, ni isto. Ja, vprašanje je, če plezajo. Če se samo ne dobijo in ne posedajo kje. Drugič je vprašanje prostega časa in nadzora še vedno, ne. Tole ni tako, kot je bilo nekoč, ko bi pričakoval, če ima 1 uro časa, bo pa divjal naokrog. Ne, to smo mi počeli. Zdaj smo v bistvu na bolj nevarnih situacijah dobivali prve mavčne obloge na roke, noge in tako naprej, pa bili povezani, z različnimi povoji. Zdaj so to za malenkosti in se hitro zgodi kakšna težava, ker preprosto nimajo izkušenj. Kaj pa takšno razmišljanje? Otrok je šel v 1. razred, to je zanj že šok, ne bomo ga zdaj vpisovali še v neke popoldanske dejavnosti, ker je že tako preobremenjen. Kaj pravite na to? Ja, to je šok, je to za starše. Oni so obremenjeni s tem 1. razredom, za otroka je to pač nadaljevanje vrtca. Podobno je, skupina je, tam so, opravljajo določene naloge, res je bolj vodeno, tudi časovno je bolj, ampak to ne pomeni, da bi otrok ne migal. Lejte, če sedim, je odmor, je zame pravi odmor, če se dvignem in se sprehodim. Če hodim 2 uri, je zame odmor, da se usedem. Odmor, torej počitek, je druga oblika dejavnosti. In od dopoldanskega sedenja je jasno, da je počitek pomeni miganje. Po naslednji pesmi pa o tem, ali je prav, da otrok pogosto menja interesne dejavnosti, da se torej recimo po mesecu ali 2 košarke premisli in gre na odbojko. V našem studiu je specialni pedagog Marko Juhant. Radio Express in glasba 90-ih. I'll be missing you smo poslušali. V studiu pa specialni pedagog Marko Juhant. 015 milijonov, če bi radi kaj vprašali. Sicer pa tema so interesne dejavnosti in prej gospod Juhant že rekel, da je kar nujno, da je otrok vpisan v kakšno popoldansko gibalno dejavnost. Mogoče vprašanje, to že pri 5, 6 letih, že tako zgodaj? Kar na začetku. Zato, da
da se privaja, da obstajajo pravila, okrog katerih se ne bo prepiral, tako kot se doma prepira starši oziroma skuša iztiščati svoje. Je nujno, da se že takrat začne. Pa je dovolj, da je to enkrat tedensko. Dovolj. Treba zdaj 3x, 4x. Dovolj, ker gre za to, da dobiva redno izkušnja. Če gre enkrat tedensko, pa če vzamemo šolsko leto, približno to je 40 tednov. 40krat bo šel na trening, od tega že nekaj bo. Ja? In vmes se morajo tudi zadeve dogajati. To ni isto, kot če je 4 dni na nekem vikendu, pa potem takem športnem. In se potem nič ne dogaja 3 mesece. Ta izkušnja je popolnoma drugačna, ko se ponavlja redno in da začne doživljati te, posebej za fante, to rednost vsak torek, vsak četrtek ali kakorkoli že ima, da se nauči, da so neki urniki, ki se jih je treba kar držati. Danes pa zdaj ne bi ali pa bi. In tudi za starše je fino, da se naučijo, da imajo še kakšno drugo obveznost, poleg samo tisto varstvo. Mora mamica pripraviti torbo? Ne. Vse, kar otrok zmore sam, mora sam. To je zelo enostavno. Se pravi, če gre k nogometu, se ve, kdo bo čistil kopačke, kdo bo športne copate čistil, kdo bo urejal ostale zadeve, kdo bo zložil brisačo in podobne stvari ven, pripravil za pranje. To je vedno na teh naloga tega, ki se udeležuje različnih aktivnosti, ne glede na starost. Kaj pa prevoz? Recimo, da je telovadnica kilometer od doma. Je treba otroka peljati? Bi ga dali na avtobus ali naj gre peš ali s kolesom? Najraje bi ga peljali, ampak 1 kilometer to pomeni samo par minut hoje, ki je tudi gibalna naloga. Mislim, da je ključno to, kakšen je promet tam. Ostalo je pa postranska stvar, zato ker starši bi tako ali tako morali otroka navaditi, da obvlada en del poti okrog hiše sam, brez tega, da ga ves čas nekdo spremlja. Na promet navajati otroka nujno. V generacijah prej so vsi otroci hodili peš v šolo. Res je, da so tudi šoferji vedeli, vsi vozniki so vedeli, da bodo otroci ob cesti in tako naprej. Otroci so pa našli tudi razne bližnjice in daljše poti, čez kakšna dvorišča, po drugi strani gozda, tako da niso bili na cesti. V tem mestnem primeru to pomeni po drugi ulici, ki je manj prometna ali pa celo omejena samo na pešce. Seveda obvladati prehode čez cesto, delovanje semaforja, take stvari. Gospod Juhant, vi imate zelo zanimivo teorijo, kako je z menjavanjem teh interesnih dejavnosti, torej če se recimo po kakšnem mesecu ali 2 otrok premisli, pa mu ni več všeč odbojka in bi šel na rokomet, ampak bova to v nadaljevanju, ko bova tudi odgovorila poslušalki Tani, ki pravi, da njena 13-letna hči sploh ne želi več hoditi v šolo. Vse to torej v nadaljevanju z gospodom Markom Juhantom. Program afna.radioexpress.si, če bi kaj vprašali, ali pa nič 1-5 milijonov. Zdaj pa Be Cool, Heart of Gold. Dana. Dobrodošli, upam, da starši lahko poslušate tudi v službi, če ste zdajle, kajti v studiu je specialni pedagog Marko Juhant in zdajle imamo vprašanje poslušalke Tanje. Pravi, da ne ve, kaj ne naredi s 13-letno hčerko, ki ne želi hoditi v šolo. Od začetka šolskega leta je šla le 3krat, upira se, dere se, joka, grozi in Tanja je nikakor ne more spraviti v šolo. Kakšna je rešitev, gospod Juhant? Predvsem ne rabi toliko pomoči hči, ki ne hodi v šolo, kot mama. Mamina naloga je, da jo spravi v šolo. Če tega ne zmore sama, mora mama poiskati pomoč. Otroci so dolžni hoditi v šolo, 13-letnica, 2 možnosti sta samo, da je punca odkrila, kako pritisniti na mamo in da se izogiba delu. To tudi pomeni, da ima doma najbrž ves čas na voljo ali pa veliko časa na voljo eno od oblik dostopa do interneta, bodi si preko računalnika ali preko telefona. To je prva stvar, ki jo treba vzeti, zato da nima povezav s svetom in dolg čas zelo pomaga pri odhajanju v šolo. Druga stvar, če je zadaj nek hud dogodek, ampak res hud, potem mora mama organizirati pomoč za to svoje dekle, Ampak koraki so na mami.
Drugače pa to ni nič posebnega. Veste, 13-letnice se uprejo, tudi fantje se upirajo, fantje malo kasneje, 2 leti kasneje, ne. Največkrat takrat po 1. letniku ne bom več hodil v šolo in si izmislijo, bom video filmčke snemal in bom od tega živel. Problem je pa samo v tem, da so se skregali s kakšnim od učiteljev in da imajo trenutno slabe ocene. Ko se ocene popravijo, otroci začnejo hoditi v šolo. Ta pa niti ni začela, verjetno, da po mojih izkušnjah največkrat je otrok preveč zaščiten strani mame. In nič ne slišim o očetu. Torej v vprašanju ni omenjen oče. To je pa zdaj drug problem. Ni nujno, da je biološki oče tisti, pač pa mora biti nekdo iz socialne mreže, ki opravlja funkcijo očeta. To je lahko mamin brat, to je lahko vitalen dedek in tako naprej. In bo tudi pripomogel, da bo punca hodila v šolo. Freya Riding Sing Castles na Radio Express. V studiu pa specialni pedagog in priznan strokovnjak za vzgojo, gospod Marko Juhant. Danes se predvsem pogovarjamo o interesnih dejavnostih. Otroka je treba upisati v kakšno popoldansko gibalno dejavnost. Zdaj pa me zanima, kaj če se otrok recimo malo premisli. Po 1 mesecu ugotovi, da mu nogomet ne ustreza, pa bi šel na košarko, pa se potem spet premisli, pa bi šel na lokostrelstvo. Kako je s tem? Mu bomo kar pustili, da se v nedogled zmišljuje? Ne bomo. Ne bomo. Bomo postavili neke meje in sicer je najlažje, da si vzamemo mejnike, tiste naravne, bi rekel, ki jih določajo prazniki. Tja do Božiča boš hodil tisto, kar smo se dogovorili, kamor greš. Zdaj, poleg gibalnih je včasih modro, da starši tudi določijo eno, ali pa si otrok lahko misli eno drugo, vendar obiskuje najmanj do takrat. Zato, da ima nekaj teh obiskov, v katerih ugotovi, da ni samo vse gladko in sladko, da se je treba tudi potruditi včasih, da je treba vlagati, da ni več čas samo prijetno. Recimo, če grejo fantje na nogomet, oni pričakujejo, da bodo tam igrali nogomet. Dejstvo pa je, da trening nogometa v 2 urah, če bodo 20 minut igrali, so igrali zelo veliko. Srečal sem fantiča, ki je bil na taki ekipi, kjer so samo igrali ves čas nogomet. So imeli take oblike treninge in so izgubili čisto vse tekme. No in potem se je prepisal drugam. Sam je želel, je videl, da je treba delati in je bil nagnjen k temu, da raje ne bi, vendar se je odločil za prepis. No in potem je funkcioniralo, je delovalo. Zdaj, to je prva runda. Otrok si izbere, lahko si izbere novo, potem, torej lahko opusti staro, ko si že izbere novo. In vemo, kaj bo. In tisto novo bo hodil do prvomajskih praznikov. Pol je pa že konec. V skrajnih primerih, če imamo otroka, ki je na kakšnih področjih zelo poseben, ne vem, ima več lastnosti takih, da ne vemo, kje bi bil mogoče najboljši. Če imamo takega otroka, potem bomo mogoče rekli pa dobro, do februarja, do zimskih počitnic, potem pa spet pride čas za zamenjavo, imaš možnost zamenjati aktivnost. No, tu se pa že neha, ker poglejte, če vzamemo, da bi otrok na tak način, če ima 2 pa 1 zamenja, to pomeni 3 aktivnosti na leto. V 9 šolskih letih je teoretično bi lahko poskusil 27 aktivnosti. Jaz mislim, da je to pretiravanje. Torej ponudbe na tak način več kot dovolj, če pogledamo, koliko ima otrok možnosti. Če odkrijejo starši kakšen talent pri otroku, je pa prav, da ga tudi spodbujajo in da tudi od otroka je treba tudi zahtevati. Otrok ne dela tisto, kar pričakuješ, dela tisto, kar pregleduješ, nadziraš in zahtevaš. Skratka, 1-2 si lahko premisli, potem pa tako, tole boš pa zdaj kar hodil, do konca leta vsaj šolskega, recimo, ne? Tako. Ja. Kaj pa, če recimo starši zahtevajo, da otrok trenira nekaj, kar njemu ni všeč. Ne vem, da ima starši neke ambicije, da bi bil naš pa nogometaš, on pa noče trenirati nogometa. A bova tole po tele pesmi? Bova. V redu. Nič 1,5 milijonov lahko seveda pokličete, dragi poslušalci, in vprašate kaj gospoda Marka Juhanta. Tudi na program AFNA, radioexpress.si sprejemamo vaše vprašanja. Life is life.
Radio Express 15 do 11 v studiu, pa specialni pedagog Marko Juhant, govorimo o interesnih dejavnostih in zdaj me zanima, recimo, da je oče, ne vem, bil včasih judoist, pa mu ni šlo najbolje, zdaj bi pa rad, da bi še otroci bili judoisti in na vsak način sina želi vpisati v judo. Sin pa to nekako ne bi. Kako bi zdaj, kako gre zdaj to skozi? Gre za to, katere želje, katera sposobnosti bomo razvijali. Tako družino čaka precejšnja težava takrat, kadar se bo otrok odločil v poklicu. Ker je vprašanje, a se bom oziral na to, kaj so otrokove sanje ali kaj so sanje staršev. In starši večinoma znajo povedati, da je prav, da se razvija oziroma da se uresničijo otrokove sanje. A vendar, ko pride do vpisa v srednjo šolo, pogosto tiščijo v svojo smer. In tu se potem prične ključna težava. Ključna težava je, tako kot smo prej imeli ono deklico prej, če ne ve še, kaj bi počela v življenju, nima nobenega interesa še hoditi 2 leti v osnovno šolo, ker je dolgčas in odveč in bljak. Tule pa je isto v Ljubljani, tule obstaja glasbena šola, kamor starši pogosto seveda vpisujejo, ker so dobri, vpisujejo otroke in tam tudi preverijo, ali ni morda to bolj želja staršev. In ponudijo staršem glasbeno izobraževanje in se zgodi, da hodi mama, ki je pripeljala otroka v glasbeno šolo. No in potem je pa tudi zelo lahko za otroka, se zlahka odloči, ker hodita skupaj. In mame naredijo potem letnik ali 2 in so zadovoljne s svojim življenjem in še otroka so peljale v glasbeno šolo. Še tole me zanima, koliko krožkov pa je sploh še, če tako rečem, zdravo imeti takole popoldne, ker v redu, odbojka popoldne, ampak kaj pa potem še violina, pa rok, pa šivanje, pa... Ene, 2, lejte, jaz ustrajam 2 statistiki, ki sta pomembni in ki bi morali zadoščati. Je pa odvisno, kakšnega otroka imamo. Če imamo zelo tekmovalnega otroka in se tu je tudi nekje pri vrhu, se pravi, da ima naporne stvari in mora vedno zmagati, to je težava športa, vedno moraš biti vrhunski, vsakokrat, ko je tekma, moraš biti, včerajšnja zmaga ne velja nič, če si danes zgubil, ne? No in to je obremenjujoče, za take je pa zelo primerno, če si najdejo še kakšno aktivnost z izdelkom. To se pravi, da nekaj nastane, nekaj, kar o otroku govori tudi čez 2 tedna, ko nekdo pride na obisk, babica recimo pride in reče, kje ste pa to dobili? In otrok reče, to sem pa jaz naredil, wow. In čez 3 tedne spet nekdo pride in se zgodba ponovi. In otroku ni treba vsak dan biti najboljši, bil je takrat izjemen, ko je nastajalo to, potem pa ga izdelek pohvali, govori o njegovi sposobnosti. Pa se vam zdi, da so danes otroci preobremenjeni, da jih preveč starši silimo v razne dejavnosti? Jih je kar nekaj, Jih je kar nekaj. Saj potem jih vidite, da so prekurjeni. In otroci in starši, taksi mame, jih lahko najdete pred temi aktivnostmi, prav vidiš podočnake. Pri mami pol pride otrok, ima pa še otrok podočnake. Hvala lepa, gospod Marko Juhant, ste pa že nakazali, kaj bo najina naslednja tema čez 1 mesec. Knjiga, ki ste mi jo dali v dar, 2 Gorenca v šparanju. Kako otroke navadimo ravnanja z denarjem? No, tako bomo kakšno rekli o tem, ker ga verjetno ne bodo imeli preveč. Hvala lepa danes za obisk in dobrodošli spet čez 1 mesec. Družba, če bi radi kaj vprašali, gospoda Juhanta, vedno dobrodošli na program AFNA Radio Express. Hvala, nasvidenje.